Drage gledalke in gledalci, kaj ste nazadnje sanjali? Morda prav to noč. Kaj, kar vas je razveselilo, razjezilo, presenetilo? Sami si verjetno težko razložimo pomen, nekateri samo zamahnemo z roko, drugi pa v sanje gremo globje in seveda s pomočjo oseb, ki se spoznajo na analizo sanj. Z novo sezono začenjamo tudi nova srečanja s članicami in člani Slovenske zveze za analitično psihologijo in tokrat je z nami Breda Biščak. Dobrodošli. Hvala, Karin. Torej, utemeljitelj analitične psihologije je Carl Gustav Jung. Zakaj jo je tako poimenoval in po čem se pravzaprav razlikuje od ostalih? Jung je svoj pogled na dušo sprva želel poimenovati psihologija kompleksov, tudi zato, da bi se njegov način pogleda na dušo razlikoval od Freudove psihoanalize, kasneje se je odločil za ta izraz. Jung je bil po izobrazbi zdravnik, študiral je medicino, se je pa pri oblikovanju svoje psihologije opiral na izkušnje, tako pri delu s svojimi pacientimi, kot na lastne izkušnje, na opazovanje lastnega nezavednega, zlasti sanj. Bistvo je, da je psiho videl tako kot, lahko bi rekli, kot naravo, kot gost, kot nek velik, kompleksen sistem, ki pa ima možnost samoregulacije. Kaj to pomeni? Če je nečesa preveč, bo nek drug del uskočil in bo vzpostavil celoto. V tem smislu nezavedno in naši zavestni del tvorita celoto. Kaj pa to pomeni za recimo nekega klienta, ki pride v jungovsko analizo? To pomeni, da klient ne bo dobil na receptu napisano, kaj mora storiti, marveč se bosta z analitikom, če se le da, dlje časa, čez daljše obdobje pogovarjala, raziskovala njegov notranji svet, tako zavestna prepričanja kot zlasti nezavedno, in potem bo s časoma najverjetneje njegovo nezavedno ponudilo odgovore, nakazalo smer, kaj storiti, kaj naj počne klient, da spremeni nekatere stvari, da bo polneje živel. On je uporabljal nekaj pojmov, v nadaljevanju, v naslednjih srečanjih se bomo vsakemu od njih nekoliko globje posvetili, pa vendar, kateri so tisti, ki jih je vredno vsaj omeniti danes? Domnevam, da gledalci nedvomno poznajo izraz introverten, ekstroverten, uvedel jo je Jung. Introverter pomeni tisti, ki se polni od znotraj in deluje morda navzven bolj zaprt. Ekstrovertni ljudje črpajo energijo od zunaj, recimo, če je v paru, če je eden introverten in ekstroverten, se lahko prav zaradi teh značajskih razlik pride kdaj do nesporazumov. Zelo uporaben pojem je senca, to je vse tisto, česar pri sebi ne sprejemamo. Če vidimo nekoga, ki nam je zoprn, najbrž prav tisto, kar nas moti, je neka lastnost, ki je pri sebi ne moremo sprejeti. Nasprotje sence je naša persona, to je tista maska, s katero se predstavljamo v družbi, v javnosti. Naj vas spomnim morda na znano delo dr. Jekyll in gospod Hyde. Eno je bil ta lep obraz, drugi je bil ta med narekovaji grdi. Potem so pa tukaj še pojmi, kot so animus in anima, pa zlasti kolektivno nezavedno in arhetipi, te so malo bolj kompleksni in bomo morda s časom res lažje razložili. Pa da presekava to teorijo, vprašanje, res se zdi, da to zahteva poglobljeno razmišljanje, mogoče srečevanje z analitikom, tudi daljše obdobje in ne samo enkratno, odvisno seveda od sanj. Pa se ljudje v Sloveniji tega poslužujemo? Jaz bi si, najbrž vsi, ki se s tem ukvarjamo, bi si želeli, da bi se čim več, seveda ne samo zaradi nas samih, ampak ker je to zelo globok pogled v človeško psiho, v notranjost, in če začnemo pri sebi spreminjati stvari in se podamo na to, kar je Jung rekel, pot individuacije, potem bolj konstruktivno funkcioniramo tudi v družbi. Jung je bil mnenja, da kot posamezniki lahko največ storimo ne samo zase, tudi družbo, če najprej osvetlimo in poskušamo sprejeti lastno senco. Ne moremo se pogovarjati o sanjah, ne da bi omenili tudi Freuda. Pravimo, da je Jung izšel iz Freuda. Kako se ona dva razlikujeta pri tem pristopu? Tukaj ti, ki se nekako šolamo za Jungovce, radi opozarjamo, da je Jung pravzaprav išel iz francoske psihološko-filozofske šole. Približno 7 let je pozneje tesno sodeloval s Freudom, potem pa sta se razšla, če greva samo na sanje. Freud je zelo redukcionistično videl nekatere simbole, ki spominjajo recimo na falus. Jung je to upozoril, da je zadnji veliko več, da je to imajo simbolni pomen, da skratka ne smemo redukcionistično gledati spolnosti.
Opozoril je tudi na nekaj, kar se je Freud sicer zaznal, ni pa razvil v tem teorije, to je kolektivno nezavedno in arhetipi. Opozoril je pa tudi na to, da pri sanjah ali pa nasploh pri nekih težavah ne iščemo samo vzrokov, ampak da jih so tam zato, da gremo z našim razvojem naprej. To si pa vsi želimo. Nazadnje, ko smo se pogovarjali tule v našem studiu, smo dobili namike enega od sodelavcev oziroma sodelavke, da je sanjala letečo mačko. Danes nam sicer nihče ni ničesar takega ali podobnega ali pa še kaj bolj nenavadnega prišepnil, pa vendar sanje se res nam lahko kažejo v tisoč in eni obliki. So sanje res edina oblika našega nezavednega, Breda? Nezavedno se izraža tudi preko lapsusov, to je že Freud opozoril, se pravi, ko naredimo kakšen jezikovni spodrsljaj. Izraža se tudi, kadar, če naredimo, kako bom rekla, neumno, iracionalno stvar, če nekaj non-stop pozabljamo, če vedno znova pozabimo ključe, zatem se ponavadi skriva nek vzrok. So pa sanje res tak zelo, če lahko rečem, tudi diagnostični pripomoček, ki nam pokažejo, kaj se skriva v naši notranjosti. Breda Biščak, najlepša hvala za tole prvo srečanje in se že veselimo novih, v katerih bomo lahko seveda še bolj konkretni. Hvala tudi televiziji Koper in tebi, Karin.